Spoštovani novinarji in novinarke, snemalci, najprej opravičilo za to 15-minutno zamudo zaradi usklajevanja zadnjih epidemioloških podatkov in razvoja dogodkov pri nas, zlasti v Mariboru. Lepo pozdravljeni na naši današnji tiskovni konferenci, na kateri bomo najprej predstavili trenutno epidemiološko sliko v Sloveniji, v nadaljevanju pa še včerajšnjo odločitev na dopisni seji vlade, povezano z ukrepi za zajezitev morebitnega drugega vala COVID-19. Epidemiološko sliko v državi ter bližnjih regijah v smeri Zahodnega Balkana nam bo predstavila predstavnica NIJZ oziroma Centra za nalezljive bolezni znotraj NIJZ, dr. Nuška Čaks-Jager. V nadaljevanju pa bom poročal o pogovoru med predsednikoma vlad Slovenije in Hrvaške in na koncu bo minister za notranje zadeve Aleš Hojs predstavil še včerajšnjo odločitev vlade, ki govori o prepovedi zbiranja ljudi. Prosim. Spoštovani, dober dan. Tako kot ste navajeni pri teh konferencah, bo tudi danes sledila najprej pregled epidemiološke situacije v svetu in pa pri nas, s poudarkom seveda tudi na sosednje države. Kot vidite, je v svetu potrjenih že preko 10 milijonov ljudi, v Evropi preko 1.500.000 in Slovenija jih ima do danes oziroma do polnoči včerajšnjega dne 1600. Kje in kaj se največ dogaja? Po podatkih Evropskega centra za spremljanje bolezni je bilo samo v enem dnevu, torej med 28. in 29.6. 160.000 in še nekaj zraven novih primerov v svetu, od tega čez 3.000 smrti. Kje jih največ zabeležimo, in sicer v Ameriki, Aziji, nato v Evropi in Afriki. Največ smrti se zabeleži v Ameriki, potem ponovno v Aziji in šele nato v Evropi. Če pogledamo celotno kumulativno incidenco 14-dnevno in pa seveda tudi skupne številke potrjenih in umrlih, se vidi, da je največ še zmeraj so prizadete Združene države Amerike. Brazilija je na drugem mestu, ogromno povečanje se vidi v Indiji, Rusija prav tako vztraja z večjim številom primerov in pa Južna Afrika. Je pa v številu umrlih v tem celotnem svetovnem kontekstu največ primerov smrti v Braziliji. Če gledamo Evropo, morda zajamem tudi Rusijo zraven, torej kot celotno Evropo, pa ne še Evropsko komisijo oziroma Evropsko unijo z našimi državami. Naj povem, da Rusija je pravzaprav en velik doprinos pozitivnih primerov za celotno Evropo. Temu sledi Velika Britanija, Španija, Italija in pa Nemčija. In če vzamemo samo za primer Evropsko unijo, je bilo do 29. junija 1.230.000 primerov in 132.000 smrti. Kumulativno so jih največ zabeležili v Veliki Britaniji, Španiji, Italiji in pa v Nemčiji. Govorim seveda o kumulativnih številkah. Če pa pogledamo, kako je z 14-dnevno incidenco, pa bomo videli trend, ki se nakazuje in kjer nas pravzaprav najbolj zanimata dve državi, to je Slovenija in pa Hrvaška. V rahlo svetlo-zeleni barvi vidite trend Slovenije in v temno-zeleni trend Hrvaške, ki sta se po lepem padcu ponovno začeli dvigovati in lahko zasledimo pri obeh porast v 14-dnevni incidenci, in sicer v Sloveniji na 4,85 na 100.000 prebivalcev in na Hrvaškem 10,77.
Kako je v Sloveniji? V Sloveniji je bilo do sedaj opravljenih čez 100 000 testov. Torej, kot sem že omenila, imamo 1600 potrjenih primerov. Aktivnih po oceni, seveda lahko delamo samo oceno, je 101. V včerajšnjem dnevu potrjenih do polnoči 15 primerov in pa med zdravstvenimi delavci do sedaj 317 primerov. Kot vidite in kot je bilo že večkrat poudarjeno, je nihanje ves čas prisotno. Imamo vzpone in padce, vendar to nihanje še ne nakazuje drugega vala, ampak predstavlja tudi, kar je bilo že povedano, dobro epidemiološko delo, ki zajame veliko ljudi, jih da v karanteno in na ta način uspemo zajeziti vse tiste, ki so bili tudi po stiku oboleli in na ta način seveda so ti valovi pričakovani. Kako je s tedenskim pojavljanjem primerov okužb? Torej, v enem tednu do 29. je 64 potrjenih primerov, 25 importiranih primerov, tukaj imamo največ, govorim torej o enem tednu, razmaku enega tedna, 11, Srbija 7 in potem sledijo Kosovo, Hrvaška in Kazahstan. 18 primerov je povezanih z importiranimi primeri, kar pomeni, da so ti, ki so šli v karanteno, ki smo jih zajeli, dovolj dobro opredeljeni. 18 primerov povezanih z lokalnim virom okužbe, za 3 primere ne vemo, od kje izhajajo. Tukaj pravzaprav ponovno isto, kar sem že navedla, da v spodnjem delu je ta lokalni vir sedaj rahlo višje prisoten ali pa ga je več, zaradi tega, ker smo našli obolele oziroma so zboleli tudi tisti, ki smo jih dali v karanteno kot tesne rizične kontakte, kar pomeni, da je bil ta epidemiološki pristop dovolj dober, da smo lahko vse to pravzaprav identificirali. Kakšno je aktualno dogajanje pri nas in na Hrvaškem? Najprej pri nas. Včeraj smo imeli 15 pozitivnih primerov. Vseh 6 zdravstvenih delavcev v Mariboru in še eden današnji. 7 v Ljubljani in 2 imamo tujca. Za enega vemo, od kod je, za drugega se podatek še pridobiva. To je slovenski del. Če se morda vrnem sedaj še na Hrvaško, kar vas verjetno zanima, je to, da v Hrvaškem število upada. Res je, da se je to število dvigovalo, ker je 14-dnevna incidenca zajela tiste dneve, kjer je bilo število primerov izjemno visoko. Zato bo ta trend v samem 14-dnevnem incidenčni stopnji na 100 000 prebivalcev še rahlo naraščal, vendarle bodo z ukrepi, ki jih Hrvaška predvideva in po pogovoru z njihovim nacionalnim inštitutom so te ukrepe že predlagali svojim političnim predstavnikom, bodo na ta način zagotovo uspeli ta trend zniževanja zadržati. Epidemiologov ima Hrvaška veliko. Prav tako so navedli, da so povabili k sodelovanju številne mlajše splošne zdravnike in odziv je bil izjemno dober. Tako da Hrvaška resnično dela na tem, da bo z ukrepi poskušala ta trend, ki se je v 2 izbruhih razbohotil, ustaviti in seveda upamo, da bo to tudi obstalo, tako da bomo lahko plodno sodelovali in se prehajali tako, kot smo do sedaj. Kot rečeno, z njimi imamo ves čas stik in delajo pravzaprav za vse, kar je možno, da se bo njihova situacija umirila. Hvala lepa. Hvala lepa doktorici Čaks Jagerjevi. Kot ste slišali iz tega nastopa, nacionalna inštituta neposredno komunicirata na dnevni ravni. Skratka, izziv je velik in izziv je skupen. Povečanje števila obolelih v obeh državah zahteva izmenjavo izkušenj in tudi dobrih praks. Že včeraj ste slišali, da smo
začeli opozarjati na nekatere nesprejemljive prakse, na nočni program, kot sem jaz to imenoval, na diskoteke, nočne klube, na velike dogodke, kot je tisti na plaži Žrče na otoku Pagu. In v dogovoru med nacionalnima inštitutoma, pa tudi po pogovoru oziroma na podlagi pogovora med obema predsednikoma vlad se je hrvaška vlada odločila, da bo prevzela naše vzorce obnašanja in da bo zaprla nočne lokale, diskoteke in tudi odpovedala tovrstne prireditve. To so zelo jasna opozorila tako naši kot njihovi javnosti, tako našim turistom, ki se nahajajo trenutno v Republiki Hrvaški, kot tudi vsem tistim, ki se odločajo, ali tja gredo ali ne gredo. Trenutno stanje, govorim o kumulativni 14-dnevnem številu okuženih na Hrvaškem v tem trenutku resnično presega 10 okuženih. Zadnja številka, ki sem jo videl, in to je natančen izračun, ki ga je naredil Nacionalni inštitut, je 11,56, če se ne motim, drži? Včerajšnji do polnoči je bil 10,77, Torej, danes delamo projekcijo, kako bi stvari lahko izgledale, vendar je bila potem na podlagi ocene in izmenjave vseh teh informacij sprejeta odločitev, da Slovenija Hrvaške iz spiska zelenih varnih držav v tem trenutku ne umakne. Odločili smo se, da damo Hrvaški priložnost, da s temi doslednimi ukrepi zameji rast in na ta način pokaže tudi drugim državam v smeri jugovzhoda proti Zahodnemu Balkanu, kaj je treba storiti in kako se treba postaviti po robu temu valu, za katerega ne vemo, ali mu rečemo drugi val ali rep prvega vala. Skratka, izziv je velik, je skupen, je čezregionalen in zato se moramo tega problema lotiti skupaj. O tem, kako se bodo stvari razvijale v prihodnjih dneh, vas bomo obveščali. Na dnevni bazi izmenjujemo podatke, delamo vse, kar je v naši moči, da bi tisto, kar znamo pri nas in je lahko koristno za druge, poskušali ponuditi in deliti z drugimi, v tem primeru z Republiko Hrvaško. Verjamem, da boste v naslednjih dnevih z naše strani, z hrvaške strani slišali še nekatere nove prakse, ki naj pomagajo zajeziti širitev COVID-19 in na drugi strani zmanjšati število aktivnih oziroma tistih, ki nas pravzaprav najbolj skrbijo. Jaz bi izkoristil to priložnost, da vsem tistim, ki so v tem trenutku na Hrvaškem in zagotovo zelo pozorno spremljajo, kaj sporoča vlada Republike Slovenije v zvezi s COVID-19, da so izjemno pozorni, da se izogibajo vsaki gneči, da dosledno uporabljajo zaščitne maske, kadarkoli vstopajo v javne prostore, v trgovine. Predvsem pa bi še enkrat apeliral na mlajše generacije, naj zdaj, ko so odpovedane diskoteke, nočni klubi, razne zabave, naj ne improvizirajo in sami organizirajo take zabave. Stvari je treba jemati resne, take kot so, treba se je izogibati vsakršni možnosti okužbe, samo na ta način bomo na eni strani ostali zdravi, na drugi strani pa omogočili našemu izvozno naravnanemu gospodarstvu, da proizvodnja nemoteno teče in da poskušamo nadoknaditi to, kar smo v teh 3 mesecih, ko smo se znašli v krču, ki je bil posledica zamejitvenih ukrepov, išli z čim manj gospodarske škode oziroma s čim manjšim padcem bruto domačega proizvoda. To je trenutna ocena. To ne pomeni, da smo se odrekli možnosti, da Hrvaška zapusti ta seznam varnih držav. Govorim samo o tem, da bomo zelo pozorno spremljali, kako in kaj. Dodal pa bi še, da ste verjetno prebrali, da Evropska komisija predlaga, da se prag
varnih držav dvigne višje, njihov prag je bistveno večji, kot je naš. Ta prepad med njihovim pragom, ki govori o 15-16 okuženih, ko gre enkrat za tretje države, enkrat za države članice, je precejšen in iz teh razlogov mi ocenjujemo, da ima Hrvaška možnost, da se v naslednjih dneh vendarle spusti pod 11, da gre proti 10 in da na tak način čim bolj učinkovito, če smem uporabiti ta termin, motiviramo prebivalstvo Hrvaške, da stori vse, kar je v njihovi moči, da se zajezi širitev tega virusa. To so sporočila z moje strani. Zdaj pa bi prosil še ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, da nas seznani z včeraj sprejeto spremembo odloka o zbiranju in načrtih glede sprememb seznama držav, ki so COVID varne. Torej, prosim, Aleša Hojsa za nastop, potem pa bomo vsi skupaj na voljo tudi za pojasnila in dodatna vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kacin. Torej, lep dober dan tudi z moje strani. Tako kot je bilo v medijih včeraj že dovolj obširno predstavljeno, se je vlada na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja odločila, da ponovno omejimo oziroma zmanjšamo število ljudi, ki jim je dovoljeno zbiranje. Zakaj ta ukrep? Torej, kot veste, je ta ukrep trenutno v veljavi oziroma bil v veljavi do včeraj ob polnoči do števila 500. Glede na relativno zaskrbljujoče podatke tudi znotraj naše države, torej lahko spremljamo relativno veliko število novo okuženih vsak dan, se je vlada odločila, da to število zniža na številko 50. Gre za precej drastično omejitev, pri čemer moram povedati, da se je taka odločitev sprejela tudi na podlagi tega, da se je v zadnjem tednu, pa v zadnjih nekaj dneh ugotavljalo, da zbiranje ljudi na javnih mestih ne predstavlja zgolj nevarnost tistih, ki se zbirajo na javnih mestih, ampak da gre pravzaprav za nevarnost tudi pri zbiranju ljudi, ki se zbirajo na tako imenovanih privatnih zabavah, porokah ali v kakršnikoli drugi obliki, kajti virus seveda ne ve, kje in kako se ljudje zbiramo, ampak ve samo to, da pač na najlažji in najelegantnejši način pride iz enega na drugega. Torej, bistvo odloka je, da je kljub dovolitvi števila 50, torej številke, kot sem rekel, drastično znižane, tudi pri zbiranju pod številom 50 potrebno upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, torej primerna razdalja, obveznost nošnje mask v zaprtih prostorih in vsa druga, razkuževanje rok, čim manjši stiki drug z drugim, torej vse tisto, kar nas pravzaprav stroka v zadnjih 3 mesecih opozarja že neprestano. Drugi pomemben del tega odloka pa se nanaša na to, s čimer smo se kar nekaj časa ukvarjali, gre pa seveda za javne prireditve. Pri javnih prireditvah moram reči, da smo de facto, če pogledate povsem natančno ta odlok, število celo nekoliko dvignili. Torej, ostajamo pri številu 500, kjer pa jasno zapišemo v odloku, torej to je potrebno povedati, da je ta številka brez nastopajočih. V zadnjih primerih, torej tudi v primeru državne proslave, smo to še vedno bili primorani organizirati s številom 500, vključno z nastopajočimi. Od danes od polnoči dalje je taka prireditev mogoča z 500 obiskovalci in z vsemi tistimi, ki tam nastopajo. Ob tem je seveda potrebno jasno povedati, da je taka prireditev dopustna oziroma dovoljena zgolj z pozitivnim mnenjem Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, torej Nacionalni inštitut za varovanje zdravja se mora strinjati z organizacijo te prireditve. Zakaj? Zaradi tega, ker bo organizator v samem predlogu prireditve moral v svojem elaboratu jasno predstaviti način in drugo obravnavo obiskovalcev,
ki jim bo zagotovljeno varno spremljanje prireditve. Torej, pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta je pogoj za izdajo take odločbe. Druga pomembna zadeva tem odloku je dejstvo, kot veste, imamo na podlagi Zakona o javnih zbiranjih možno javno zbiranje na 2 nivojih oziroma na podlagi 2 odločb oziroma ene odločbe in ene odločbe, torej na podlagi odločbe upravnega organa, upravne enote ali pa zgolj z prijavo na policijsko postajo. Jasni kriteriji med enim in drugim so v zakonu navedeni. Z tem odlokom pa je odločeno, da je v času epidemije, torej od danes naprej, potrebno za vsako prireditev imeti tudi odobritev upravne enote. To pomeni, da so organizatorji dolžni tako odobritev strani upravne enote dobiti. Za pridobitev take odločbe pa je eden od nujnih pogojev, kot rečeno, se ponavljam, seveda pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja. Zdaj morda še beseda vezana na naše liste, rumeno, rdečo in pa zeleno. Torej ravno v teh urah, jaz verjamem, da bo to zaključeno danes ali pa najkasneje jutri, se na nivoju Evropske unije pripravljajo priporočila, torej povsem natančno se dokument imenuje Council Recommendation on the Temporary Restriction or Non-Essential Travel into the EU and the possible lifting of such restriction. Gre pravzaprav za dokument, ki priporoča članicam obravnavo oziroma usmerja države članice, kako naj ravnamo pri odpiranju naših meja. Kot je povedal že gospod Kacin, je v dokumentu številka ali pa tudi v razpravi med evropskimi državami članicami številka, ki nekako na podlagi večinskega mnenja evropskih držav tako imenovano zeleno listo dopušča do povprečja okuženosti Evropske unije. Kot veste, je to povprečje v tem trenutku večje, kot je naša dopustna meja 10, ampak je to povprečje danes na 16, torej ta meja je nekaj višja. Kljub temu pa seveda je potrebno vedeti, in to je v dokumentu tudi napisano, da gre zgolj za priporočila in da se vsaka država, ne glede na priporočila, seveda odloča še zmeraj sama in sama odloča o tem, kako bo odpirala oziroma zapirala meje napram tretjih državam. Glede na to, da je dokument v zaključni fazi, moram povedati, da je Slovenija temu dokumentu da bo temu dokumentu predložila posebno izjavo, s katero bo to, kar sem povedal sedaj, torej da seveda si pridružujemo, da bo povsem jasno, da si pridružujemo sami, torej kot država, sami tudi nadalje urejati naše epidemiološke meje, torej dokam bomo zadeve spuščali oziroma dokam ne bomo spustili, in pa seveda, da bomo tudi v prihodnje sami formirali tako imenovane rdeče, rumene in zelene liste. Kar nekaj nezadovoljstva je bilo v preteklih dneh izraženega strani nekaterih predstavnikov evropskih držav. Naj navedem zgolj informacijo, ki jo je nekako povedal zunanji minister Portugalske z načrtovanim sestankom med triom, torej zunanjim ministrom Portugalske, našim zunanjim ministrom dr. Logarjem in pa zunanjim ministrom Nemčije. Je pač žal bilo potrebno povedati, da Portugalec prihaja iz tako imenovane države, ki je na rdeči listi. Seveda zanj omejitev prihoda v Slovenijo ne velja, glede na to, da ima diplomatski potni list, pa vendar se je gospod zunanji minister odločil, da na nek način ne pripotuje v Slovenijo, tudi zato, ker želi s tem na nek način dati signal, da nekako razume stališča Republike Slovenije. Na nek način pa verjamem, da je to tudi notranja politična tema, kajti s tem je nekako pokazal oziroma izrazil svojim Portugalcem, da se nekako ne strinja s tem, kako Slovenija ureja potovanje rezidentov oziroma državljanov Evropske unije. Sam mislim, da ravnamo v tem primeru prav. Danes sem povedal to tudi zunanjemu ministru, da je potrebno pretehtati, kakšen je smisel oziroma kakšna omejitev lahko zagotovi pri načrtovanem obisku
albanskega zunanjega ministra v Republiko Slovenijo, torej v prihodnjih dneh se ta obisk najavlja. Seveda gre zopet za diplomate, vendar pa je potrebno najprej videti, kakšna bo delegacija, kako številčna, zakaj te ljudje morajo tako številčnosti priti, če je ta številčnost velika seveda, in seveda ne pozabimo, da smo vključno z sodelovanjem predsednika republike en tak vrh, torej vrh Brioni na Brdu v formatu predsednikov za načrtovan v naslednjih dneh zaradi problematike epidemije tako v Sloveniji kot seveda v rdečih državah že odpovedali. Toliko za enkrat, sem pa seveda na razpolago za vsa vprašanja vezana na epidemijo, kot seveda verjetno tudi bolj na kakšne aktualne dogodke. Kot rečeno, zdaj smo na voljo za vprašanja. Povejte, za koga imate vprašanja, vsak od nas bo pristopil k mikrofonu in potem odgovoril na ta vprašanja. Veronika Lavrenčič, POP TV. Gospod Hojs, za vas, pa mogoče tudi za vas, doktorica, se pravi, zdaj ta številka 16, kot ste dejali, to povprečje, ki ga je nekako na evropski ravni, bo zdaj to veljalo tudi za ostale države? Ko se jih bo ocenjevalo, ali je to zdaj zaenkrat samo za Hrvaško? Torej, epidemiološka služba se bo držala stališča 10, kar pomeni, mi bomo na tej osnovi vendarle vedno podajali, kakšno je naše strokovno stališče. Temu strokovnemu stališču, ki se ga poda vladi, pa se seveda pridružijo še ostale analize in kako in katera država bo ta 10 ali pa preseg 10 uvrščena potem v zeleno ali v rumeno, pa bo odločitev skupna na vladi. Mislim, da tukaj lahko še dodate. Morda bi tukaj povedal še eno zadevo, ki se velikokrat v teh dneh nekako napačno interpretira, pa je seveda mnogokrat vprašanje predvsem naših državljanov. Torej, v trenutku, ko država pride iz zelene na rdečo listo, se za naše državljane, ki so Hvala za opozorilo, gospod Kacin. Torej, v trenutku, ko država pride iz zelene na rumeno listo, se za naše državljane, ki so eventualno v tem trenutku na Hrvaškem in bi se želeli vrniti v našo domovino, ne spremeni nič. Torej, gre enostavno za to, da tako državljani Republike Slovenije, kot seveda vsi tisti, ki imajo tukaj stalno ali začasno prebivališče, se lahko vrnejo v Slovenijo brez karantene. Ta uvrstitev iz zelene na rumeno pa seveda spremeni možnost vstopa državljanom Republike Hrvaške v Slovenijo, kar pomeni, da seveda je potrebno pogledati, ali so morda na seznamu tistih izjem, ki za rumeno listo obstajajo, ali pa na tem seznamu niso, in vkolikor na tem seznamu niso, za njih velja 14-dnevna karantena. Tako kot je gospa doktor že povedala, gre za enostavno mejo 10, ki pa ji je potrebno dodati tudi nekatere druge spremljajoče fakte ali pa dejstva, na podlagi katerih se odloča vlada, in v tem trenutku, kljub temu, da je formalno ta 14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev v Republiki Hrvaški nekaj na 10, če sem prav razumel, je ta meja glede na vse to, kar je povedal gospod Kacin, torej kar sta se dogovorila oba premierja, in glede na trend, za katerega računamo, da bo na Hrvaškem v naslednjih nekaj dneh padel, v tem trenutku še prezgodaj, uvrstiti Hrvaško na rumeno listo. Posebej zato, ker se, kot sem rekel, za naše državljane to nič ne spreminja, in bomo v naslednjih 2-3 dneh zadevo spremljali, in v trenutku, ko bi zadeva ratala nevarna ali pa ko bi epidemiologi ocenili, da to ni več primerno, vsekakor tudi Hrvaško uvrstili na seznam rumenih držav. Okay. Torej predvidevam v 14 dneh, da se bo nekako ponovno ocenilo, kakšno je stanje. Ne, gre za bolj tekoče spremljanje, ne gre za 14-dnevno spremljanje. Jaz verjamem, da bomo zadevo spremljali že v konec tega tedna, torej četrtek, petek, najkasneje ponedeljek, torek, torej gre v bistvu za nekih par dni, ker te zadeve so v bistvu lahko v parih dneh saj v trendu, torej saj v tem, da vidimo, kam epidemija na Hrvaškem gre, relativno hitro, tudi z matematičnimi modeli prognozira, in to seveda je pa tudi eden od pogojev za odločanje vlade.
Vprašanje za kolegice, najprej za kolegico Brigito Potočnik, za vas, gospod Hojs. Glede teh javnih prireditev, ki so po novem dovoljene, oziroma sprašujem, ali so dovoljeni koncerti do 500 ljudi, kino na prostem, razne degustacije s ponudniki hrane in pijače, ter kakšne so globe? Koncerti z prireditvami do 500 ljudi so dovoljene, ravno tako je dovoljeno seveda organiziranje kakršnega koli dogodka, kjer vemo, kdo organizator je. Namreč organizator je dolžen poskrbeti za to pozitivno mnenje NIJZ, o katerem sem govoril. Na podlagi tega mnenja in seveda ob soglasju upravne enote ni zadržkov za organizacijo teh prireditev na prostem do števila 500 tistih, ki so obiskovalci, brez tistih, ki nastopajo. Zdaj še vprašanje kolegice Staše Lozar, glede hišnih preiskav pri ministru Počivalšku. Zanimajo, zakaj so preiskave? To je to? Ja, od nje je to, potem bo pa še eno vprašanje. Dobro, potem, če dovolite, gospod Kacin, bi jaz si tukaj vzel malo več časa, ker verjamem, da to vas zanima. Torej, najprej moram reči, da sem bil o hišnih preiskavah obveščen, da ne bom govoril, ali pa bom začel drugače. Torej, danes malo pred 7. uro sem bil obveščen strani gospoda Jožeta Senica, to je namestnik generalnega direktorja policije, z naslednjim obvestilom. Spoštovani, obvešča me namreč on, kajti direktor gospod Travner je na dopustu. Torej, gospod Senica me je malo pred 7. uro obvestil: spoštovani minister, v vednost informacija, da je preko noči neznanec v fasado hiše last poslanca Državnega zbora Zmaga Jelinčiča vrgel več steklenic z neznano tekočino in jo na tak način poškodoval. Kriminalisti in policisti PU Ljubljana v zvezi z zadevo preiskujejo kaznivo dejanje poškodovanja tuje lastnine. Lep pozdrav, Jože Senica. Torej, to izpostavljam zaradi tega, ker sem bil v preteklosti večkrat deležen očitkov, da nekaj vem ali pa da nekaj nisem vedel. Poslanci stranke SD, ki so bili nekako ali pa ki so spisali interpelacijo, med njimi prvopodpisani gospod Matjaž Nemec me je v preteklosti torej pozival na popolnoma iracionalne poteze. Torej, spomnite se verjetno tistih njegovih izjav o tem, da naj, če sem antifašist, stopim v pisarno in naslednji dan odpravim odločbo, ki se je nanašala na koncert Thompsona. Torej, tega se v pravni državi ne da. To očitno znajo ali pa zmorejo početi samo antifašisti, ki so svoje delovanje pokazali že v preteklosti, torej kaj zmorejo brez pravne države. Nenazadnje sem bil z strani ta istega poslanca pošiljan iz države. Verjetno se spomnite njegove izjave. Torej, če se ne strinjam s tem, kar govori gospa Fajon, naj se iz države izselim. Torej, tako obtožbo sem nazadnje slišal, mislim, da je bilo leta 1989, ko so pripadniki Miloševića po Sloveniji in seveda tudi po Jugoslaviji tulili, da če komur kaj od Slovencev ne paše, vezano na to, da pač seveda želijo ostati v skupni Jugoslaviji, naj se izselimo v Beč, torej tako so rekli Beč, torej na Dunaj ali pa v Filadelfijo, tako da malo za razjasnitev se mi zdi prav, da naredim ta kratek uvod. Torej, za same preiskave sam nisem vedel, očitno pa so za preiskave vedeli tako na tedniku Mladina, ki so v preteklem, mislim, da 2 ali 3 dni nazaj objavili obširno ovadbo zoper ministra Počivalška, dovolj natančno, bi rekel, specificirano, torej so vedeli, kaj se v policiji pripravlja. Nenazadnje pa imate danes mislim, da necenzurirano ali nekaj podobnega, pravzaprav zelo natančen opis tega, kako naj bi te preiskave tekle oziroma kdo naj bi usmerjal in podobno. Seveda moram a priori zavrniti tudi navedbe, ki sem jih videl pred nekaj minutami na Twitterju, tako strani gospoda Nemca kot strani gospe Tanje Fajon. Očitno se samozvana vodja opozicije, torej tako se je imenovala sama sebe, nekako zaveda, da je potrebno graditi na rušenje te vlade, kajti drugega programa očitno ta opozicija nima.
torej nobene alternative, nobenih idej, nobenih programov, torej zgolj rušenje tega, da na čelu te vlade ne sedi Janez Janša in seveda ostali ministri v vladi. Jasno, zanikati kakršnikoli navedbe, da ne bi jaz osebno ali kdorkoli iz ministrstva, saj z mojo vednostjo ne, karkoli in bi rekel vse ali pa karkoli v tej zvezi sporočal na portale Nove24 ali pa na portale Nova24 TV. Torej mislim, da so na portalu Nova24 TV odgovorni urednik to zadevo že zanikali. Povedali so, da so bili obveščeni strani prebivalcev oziroma občanov Olimja, da so nekatere televizijske ekipe že včeraj zjutraj čakale na območju, torej so že včeraj zjutraj vedele, da bo preiskava pri gospodu Počivalšku aktualna. Očitno pa se je tako njim kot seveda tistim, ki so organizirali zadevo, zalomilo, kajti včerajšnja seja vlade je trajala dolgo, torej tista nočna seja oziroma večerna seja od 7:30 do polnoči, zato očitno gospod Počivalšek ni prespal v domači hiši. Torej, če nadaljujem, sem ob 8:22 ali pa bi rekel tam nekje, tako je pač žal ni točne ure, glede na to, da piše samo koliko ur nazaj sem to obvestilo dobil drugo obvestilo gospoda Senice. Spoštovani minister, v vednost danes NPU izvaja hišne preiskave glede nabave zaščitne opreme v zvezi kazenske zadeve oškodovanja javnih sredstev. Hišne preiskave so pri več osebah, na več lokacijah, med drugim tudi pri varovanju osebi ministru MGRT. Lep pozdrav, Jože Senica. Torej, tako obvestilo sem dobil nekje okoli 8 ure zjutraj. Uro zatem pa sem dobil obvestilo, ravno tako strani gospoda Jožeta Senica, namestnika direktorja. Obveščam vas, da je bila ministru MGRT za čas hišne preiskave strani NPU odvzeta prostost. Lep pozdrav, Jože Senica. Torej, jaz moram reči seveda najprej, da se kot minister nikoli nisem vpletal v delo policije, v smislu koga, kdaj in zakaj preiskovati. Moje stališče je vedno bilo, da je potrebno v tej državi narediti red za vse, torej, da je potrebno kazniva dejanja preganjati, da je treba tiste, ki ta kazniva dejanja izvršujejo, bodisi na kakršnikoli podlagi, torej vključno z nami funkcionarji, preganjati in ustrezno sankcionirati. Seveda pa, nažalost, ne morem mimo dejstva, da imamo celo vrsto založenih kazenskih postopkov, torej postopkov, ki leta stojijo na Nacionalnem preiskovalnem uradu, da imamo celo vrsto zadev v predalih na tožilstvu in sodiščih, torej da imamo celo vrsto stvari, za katere sem izvedel tako od vas, novinarjev iz medijev, kot seveda od tistih, ki na ministrstvo pošiljajo razna pisma. Zato sem pred časom že uvedel oziroma od direktorja policije zahteval, da izvede notranji nadzor nad delom NPU-ja. Nenazadnje sem direktorju policije tudi dal jasno vedeti, da se z njegovo odločitvijo o zamenjavi direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada, potem, ko je to storil, seveda, ko je zamenjal gospoda Muženiča, da se s to njegovo potezo tudi absolutno strinjam. Torej, ne morem pa pristati na to, da očitno v naši državi policijo bolj kot direktor ali pa kot nekdo drug, ki bi jo moral, torej vsa struktura znotraj policije, usmerja tednik Mladina, usmerjajo tožilci, ki so se v preteklosti že izkazali kot tisti, ki pretežno vodijo postopke proti politično neprimernim osebam, torej z drugimi besedami, ki vodijo postopke zoper desnico, zoper nas, ki se nekako jasno opredeljujemo za desni politični pol in da gre očitno pravzaprav tudi v tem primeru zgolj za eno in edino željo, torej diskreditirati nas ministre, diskreditirati predsednika vlade in seveda doseči to, kar si nekateri neizmerno želijo, torej padec te koalicije
in ohranitev vseh privilegijev, ki jim jih je, torej vključno za stranko SD, leta in leta dajala levo-sredinska koalicija, v kateri je stranka SD vedno sodelovala. Torej, zavedam se svoje odgovornosti, ki mi kot ministru v tej zvezi seveda pritiče. Moram reči seveda, da, tako kot sem povedal prej, ocenjujem, da mi pooblastila, pa ne samo ocenjujem, tako po zakonu je, da mi pooblastila ministra za notranje zadeve ne omogočajo neposrednega vpliva ali pa neposrednega vmešavanja v delo nacionalnega preiskovalnega urada ali kogarkoli na policiji, pa vendarle menim, da je to, kar se dogaja danes, pravzaprav politično motivirano delo, da gre za politične postopke in seveda v tej zvezi seveda sprejemam politično odgovornost. Ker je ta politična odgovornost seveda na ministru, vas v tem trenutku obvestim, da sem pred dobro uro predsedniku vlade podal svoj odstop z mesta ministra za notranje zadeve, ob čemer naj povem, da sem približno ob 9:00 uri, torej malo zatem, ko je gospod Senica torej poleg mene obvestil o hišnih preiskavah nacionalnega preiskovalnega urada tudi generalnega direktorja policije, gospoda Travnerja, ki je, kot sem rekel, na dopustu, prejel tudi odstopno izjavo gospoda Travnerja, torej okoli 9:00 zjutraj me je o svojem odstopu obvestil gospod Travner, generalni direktor policije, in seveda vas v tej zvezi obveščam, da sem njegov odstop kot aktualni minister sprejel. Kar se tiče mojega odstopa, sem za svojim odstopom 15 minut pred to novinarsko konferenco obvestil predsednika vlade. Predsednik vlade je sprejel moj nepreklicni odstop, seveda pa bom delo ministra za notranje zadeve, tako kot sedaj, z polno angažiranostjo, z vso srčnostjo in v dobrobit vseh državljanov in državljank opravljal do trenutka, ko se bo z mojim odstopom seznanil Državni zbor. Hvala za pozornost. Hvala lepa, Alešu Hojsu. So še kakšna vprašanja? In če so, za koga? Za vas, gospod Kacin, omenili ste Hrvaško, te ukrepe, ki ste nekako že včeraj nakazali, da ne jih sprejme. So še kakšni drugi razen zaprtja nočnih lokalov in vsega ostalega, kar ste včeraj že naštevali? Jaz pričakujem še nekatere druge ukrepe na hrvaški strani, ampak ne bi bilo korektno, da bi jaz najavljal hrvaške ukrepe. To je pristojnosti hrvaške vlade. Hrvaška vlada bo, ko bo in kar bo sprejela, najprej seznanila svojo javnost. Pa še, če lahko za NIJZ, glede teh okužb v Mariboru, ali ste že uspeli ugotoviti, s kolikimi ljudmi oziroma koliko je bilo stikov in ali ste že izsledili vse stike? Torej, tako kot sem navedla na prezentaciji, do polnoči je bilo potrjenih 6 primerov zdravstvenih delavcev in potem na to še eden. Torej, imamo v Mariboru 7 potrjenih zdravstvenih delavcev. Glede na to, da se je to dogajalo pozno zvečer in po noči, epidemiološka preiskava še poteka. So identificirani kontakti, s tem, da veste verjetno, da je bila tudi že podana izjava direktorja zdravstvenega doma in pa direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki sta pozvala ljudi, tiste, ki so bili v določenem času na urgentnem oddelku, da naj bodo pozorni in spremljajo svoje zdravstveno stanje. Epidemiološka služba v Mariboru tesno sodeluje z obema direktorjema in bodo tudi skupaj podali navodila za vse tiste, torej tudi za obdobje, kdaj naj kateri ljudje naj bodo bolj pozorni. Je pa možnost prenosa minimalna, kajti vsi ti zdravstveni delavci so bili zaščiteni, opremljeni in tako, kot je potrebno, in je zaradi tega tveganje za kogarkoli od bolnikov, ki so prišli z njimi v kontakt, minimalna oziroma skoraj nična.
Jaz bi prosil še za ministra Hojsa, če lahko samo en kratek komentar. Aleksandar Antnova, 24 TV. Gospod minister, vi ste podal odstop, ta odstop je bil sprejet, prav tako odstopil direktor policije, zdaj pa mene zanima, imamo en tak zanimiv redosled dogodkov, mal spominja na afero Patria, najprej Lucu objavi veliki pok iz Finske, potem se zgodi film, potem je afera uvožena v Slovenijo in potem se zgodi velika Patria. Zdaj imamo tukaj v petek Mladino, ki objavi ovadbo, čez vikend kriminalist, se pravi pomočnik direktorja NPU, ki je na dopustu, Antolovič, to z dopusta uredi, da se zadeve premaknejo naprej. Takrat sodnica preiskovalna zadevo podpiše, v ponedeljek zjutraj pripravljena akcija v Podčetrtku po pač pričanju naših oziroma tankajšnjih pričevalcev oziroma prebivalcev, že pripravljeno na to, da se bo zgodila ta preiskava doma pri ministru Počivalšku. Zdaj pa mene zanima, vi ste podal svoj odstop, odstopil je prav tako direktor policije, kdo pa lahko sploh stopi na prste tem ljudem, ki očitno kot ena zelo dobro organizirana skupina znotraj policije, znotraj kriminalistov delujejo in ne omenim, da gre za kriminalista, ki v zadnjih 10 letih ni bil sposoben izvesti ene hišne preiskave v aferi NLB, ker je milijardno pranje denarja, ni bil sposoben izvesti ene hišne preiskave v aferi žilne opornice, kjer se je preplačevalo in je tudi točno ta Mladina, ki je sprožila ovadbo, od tega preplačila žilnih opornic direktno na žuljih bolnikov profitirala. Za mene zanima, a živimo v državi, kjer kazenske ovadbe podaja tožilstvo, ali pa policija, ali živimo v državi, kjer lahko nek levičarski tednik, ki se je financiral iz nekih spornih verov, enostavno vloži ovadbo, policija to v 3 dneh sprocesira in imamo v ponedeljek oziroma torek že hišne preiskave. Ja, torej, že sami ste pravzaprav v svojem vprašanju odgovorili na precej dejstev, ki so se v preteklem tednu zgodile. Sam sem v odstopni izjavi predsedniku vlade to tudi obširneje opisal. Moja odstopna izjava bo takoj po tej tiskovni konferenci seveda vidna na Twitterju. Jasno je, da imamo v strukturah policije tako imenovan politični del policije, ki ga več kot očitno še zmeraj upravljajo in z njimi, bi rekel, onemogočajo vlade, ki jim niso pri srcu. Torej, poznamo, da kar nekaj policijsko-političnih škandalov v režiji Draga Kosa, preberite se njegovo zadnjo kolumno, kjer je pravzaprav napovedal, da policija budno pazi in bo seveda ukrepala takoj, ko bo za to primeren čas, seveda zoper tiste, zoper katere je potrebno ukrepati, torej ne zoper tiste, ki so oprali milijardo denarja v NLB-ju, tudi ne zoper tiste, ki leta, bi rekel, cuzajo naš zdravstveni sistem z preplačili zdravstvene opreme in seveda drugih uslug, ne tudi ne proti tistim, zoper katere, kot sem rekel, leta stojijo obtožnice ali pa ovadbe na sodiščih. Gospod župan mesta Ljubljane, ki je včeraj javno pozival, da naj ljudje kršijo odlok o zbiranju, torej da bo organiziral proslavo, da ni nič proti, če ljudje protestirajo, ne, torej javno je pozival, da je pač dopustno kršenje zakonodaje v tej državi, je pred leti javno povedal, da dokler bo nastopal zoper Janeza Janšo, seveda se mu ni bati, da bi bil lahko na slovenskih sodiščih obsojen. Torej, očitno te ljudje še zmeraj vodijo globoko državo in seveda te ljudje so tisti, ki nekako onemogočajo to, da bi se v Sloveniji resnično vzpostavila enaka merila za vse oziroma vzpostavila resna demokracija. Kdo lahko to prepreči? To lahko preprečijo po moje edino državljani in državljanke, torej državljani in državljanke so tisti, ki odločajo o tem, komu na volitvah dajo glas in seveda kolikor močnejša in kolikor trdnejša je koalicija, ki ima zaupanje državljanov, toliko lažje in toliko bolj preprosto je seveda take spremembe v družbi narediti. Naj ob tem povem še to, da sem bil ravno tako pred dobro uro informiran, da je bila tudi zoper ministra Tonina že spisana kazenska ovadba. In poglej ga čudo, kazenska ovadba zoper Tonina je bila spisana tudi vnaprej.
Celo tako površno, da niti tega niso počakali, da ima gospod minister, jaz sem z gospodom ministrom govoril, da ima gospod minister šele v naslednjih dneh termin oziroma zagovor pri kriminalistih na NPU-ju, da se izjasni sam, kaj na to ovadbo pravi. Torej si lahko predstavljate, ovadba spisana, preden je minister sploh dobil možnost zagovora. In ta ovadba bi bila ravno tako že v soboto, če se ne motim, poslana na tožilstvo, če ne bi nekdo tega skrbno pogledal, skrbno prebral in ugotovil, da datum, ko se naj bi minister Tonin za to zadevo zagovarjal, sploh še ni tu. Torej, težko me boste prepričali, da ne gre za politično policijo, težko me boste prepričali, da ne gre za to, da pravzaprav policija ni v službi državljanov in državljank, ampak v službi globoke države, za katero že leta, nekateri bolj, nekateri manj na glas, javno opozarjamo, da je rak rana slovenske družbe in tista, ki ovira, da nismo spodobna in verodostojna evropska država. Torej, preden končamo, bi se rad odzval na včerajšnje precej pogoste kritike, ki so letele na tehnično opremljenost in podporo včerajšnje novinarske konference. Mnogi so se pritoževali, ker grafov, ki smo jih včeraj pokazali vam, novinarjev, ni bilo na zaslonu. Mi teh tehničnih možnosti tukaj v tej dvorani nimamo, tudi danes ne. Je pa Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravljen vsem medijem odstopiti te grafe, tako da jih lahko sami uporabite in montirate, unesete v svoje prispevke. Tukaj je tudi vodja PR službe NIJZ, tako da se z njim o teh stvareh lahko dogovorite. Ja, še eno vprašanje? Gašper Lube, Al Jazeera. Zanima me, se pravi, če sem prav razumel, tudi NIJZ ocenjuje v komunikaciji s hrvaškim NIJZ-jem, da so trendi v zadnjem dnevu dveh relativno dobri, čakate naprej in lahko se zadeva še spremeni in Hrvaška pride na rumeni seznam, to je prvo. Če lahko dobim potrditev za to, če sem prav razumel. Druga stvar, Srbija je med državami, med državami na spisku, ki naj bi se pravi, državljani Srbije naj bi vstopali v EU. Ali tukaj Slovenija si pridržuje pravico, da Srbija ostane na rdečem seznamu, ali se s 1. julijem, ko naj bi začelo to veljati, kaj spreminja? Hvala. Kar zadeva to zadnje vprašanje, dve državi iz ozemlja nekdanje Jugoslavije sta na tem seznamu. Tako Črna Gora kot tudi Srbija. Srbija je pri nas na rdečem seznamu, Črna Gora je pa zdrsnila na rumeni seznam. Slovenija bo sama odločila o tem, kdaj bo, če bo kateri državi omogočila, da se dvigne oziroma da se umakne iz rdečega seznama in se najde v tem rumenem polju, ki jih loči do zelenega statusa varne države. Mi imamo tukaj postavljene kriterije, ki so zelo jasni. Trenutno število dnevno novo okuženih v Srbiji je zelo veliko, tam nekje med 240-250 na dan. V nekaterih predelih Srbije so razmere kritične. Razmere so kritične tudi v Prištini, kot veste, kjer je klinični center že popolnoma zatrpan, kjer je že 40% vseh testiranih pozitivnih. Zato bo Slovenija v skladu z svojimi obvezami sama presojala, kdaj bi oziroma kdaj bo kako državo razglasila za varno. To ni v pristojnosti Evropske unije, to so samo priporočila. Glede na to, kakšno pa je stanje trenutno na Hrvaškem in glede na to, kako tesno sta začeli sodelovati in izmenjavati dobre prakse obe strani na ravni nacionalnih inštitutov za javno zdravje,
seveda obstoji upanje, da se bo ta trend upočasnil in obrnil navzdol v naslednjih dneh. Te odločne poteze, ki jih je hrvaška stran že sporočila včeraj, ki se nanašajo na celotno ozemlje Republike Hrvaške, so pomemben prispevek k temu, da se prvič zavedanje o resnosti razmer med prebivalci in turisti na Hrvaškem popravi, drugič, da se nekatere nevarnosti oziroma možnosti okužb zmanjšajo na minimum in je teh možnosti manj, ampak ne glede na to, v zvezi z vašim vprašanjem. Vkolikor se ta trend ne bo zelo hitro popravil oziroma ustavil, bo Slovenija ravnala v skladu z svojimi standardi. V tem trenutku smo zamaknili odločitev. Se pa vsak dan večkrat slišimo vsi, ki imamo karkoli opraviti pri pripravi ocen in odločitev Vlade Republike Slovenije. Aleš Hojs je povedal, da gre za krajše časovno obdobje. Jaz pa dodam, vsak dan se slišimo večkrat in dvakrat dnevno preverimo, kakšni so trendi. Tudi iz razlogov, da imamo zdaj novo žarišče v Mariboru, s tem se izjemno aktivno ukvarjamo in tako bomo počeli tudi v prihodnje. Predvsem pa je nekaj novega v primerjavi z epidemijo pred 3 meseci. Tokrat imamo bistveno več mlajših med pozitivnimi. Takrat je šlo večinoma za starejše, zato so potrebovali tudi veliko medicinske oskrbe oziroma veliko ljudi je moralo v bolnišnice. Kako bo zdaj, bomo videli in na podlagi vseh teh naših izkušenj bomo ukrepali tudi v prihodnje. So še vprašanje? Ja. Doktorico, če lahko, glede teh prireditev, torej tisti, ki bo želel organizirati, bo potreboval torej vaše pozitivno mnenje, mogoče smernice, kaj boste gledali oziroma kakšna so vaša priporočila za vse te organizatorje? Jaz moram povedati, da prihajam iz Centra za nalezljive bolezni in da bodo vse delo, ki je v zvezi s svetovanjem, kar se prireditev tiče, opravljali na Centru za zdravstveno ekologijo. Kot sem seznanjena, naj bi pripravili smernice, jaz vam o teh smernicah seveda zdaj še ne morem govoriti, ker jih pripravljajo in predvidevam, da bo vse objavljeno na spletni strani za navodili, kako naj stvar poteka. Nažalost pa, kot rečeno, sem iz Centra za nalezljive bolezni. Imamo še eno vprašanje? Ja, jaz bi še eno, ker mi še vendarle ni prav jasno, na gre brez Primorskih novic. Se pravi, ta kumulativna incidenca, tudi ko bo Evropska komisija določila, da naj bo priporočila, da naj bo ta 16, bo Slovenija ostala pri 10. Mi zaenkrat ostajamo pri 10, pri tem nameravamo tudi ostati. Nacionalni inštitut za javno zdravje vztraja na tem in to je strokovno stališče. Tudi svetovalna skupina pri Ministrstvu za zdravje vztraja pri 10, Norveška vztraja pri 8, ni sicer članica Evropske unije, je pa članica skupnega šengenskega prostora in mi naših standardov, ki so zelo visoki, ne bomo spuščali in prilagajali, ker gre vendarle za zdravje ljudi. Pa še glede zasebnih prireditev, ki so ravno tako omejene z številom 50 obiskovalcev. Včeraj ste razčiščevali, kako je z Svati na Ohceti, pa me zanima, kako pa s pogrebi. Tukaj še vedno, kakšne omejitve tukaj še vedno veljajo in tukaj se ponavadi nabere veliko ljudi, ki niso posebej vabljeni. Torej, jaz bi zdaj presegel svoje pristojnosti, pa bi rekel, da sem danes zjutraj 2-krat govoril z direktorjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Oni bodo zdaj zelo natančno pripravili odgovor za vsako tako vprašanje. Zato zdaj napovem, da bomo jutri imeli tiskovno konferenco ob 11. uri predvidoma in da bomo vse te odgovore, ki so v največji možni meri naslovljene, vprašanja so naslovljena na NIJZ, kajti NIJZ pri teh večjih prireditvah daje svoje mnenje, vam bomo posredovali jutri. Hvala. Ja. Smo s tem? Še eno, prosim. Greste lahko pred mikrofon. Domenica Presidente.
Sekar STA. Zanima me, včeraj je bilo nekaj napovedanega, da bo policija sodelovala pri nadzoru karanten. So morda tukaj že na voljo kakšne nove informacije, kako točno bo to potekalo, kakšna pooblastila bo imela policija, bo lahko vstopala v stanovanja? Policija ima pooblastila, kakršna ima. To, o čemer smo govorili včeraj, pa je zagotovilo Ministrstva za notranje zadeve, da je policija pri tem pripravljena pomagati. Namreč bom ponovil, kar sem rekel včeraj, in to, kar sem rekel včeraj, sem izrekel kot Jelko Kacin, ne kot govorec vlade za COVID-19. Nedostojno in nesprejemljivo se mi zdi, prvič, da je upravljenih samo 14 nadzorov strani inšpekcijskih organov, zdravstvene inšpekcije, potem, ko imamo na tisoče karantenskih odločb. To je enostavno nesprejemljivo. Kdorkoli je za to odgovoren, pač mora prevzeti svojo odgovornost. Jaz bi jo že na njihovem mestu, če govorim o tem. In drugič se mi zdi še bolj nespodobno, da odgovorijo to, kar so odgovorili včeraj, da so dobili samo 14 prijav kršitev in potem so šli gledati prijavo kršitev. Torej, kot da živimo na Luni, kot da ne bi imeli 3 mesece tukaj epidemije, kot da na svetu ni pandemije in kot da ne bi imeli 111 mrtvih. To se mi zdi pa recimo resnično arogantno, nespodobno, nestrokovno, da ne rečem še kaj. In nihče včeraj ni hotel pred kamero. Hvala lepa. Hvala in se vidimo jutri. Nasvidenje.